Danes bomo za vas komentirali mali delničarji proti operaterjem, kabelski operaterji na muhi malih delničarjev. Če imate ali ste imeli v obdobju od januarja 2018 dalje sklenjen naročniški paket storitev pri enem izmed zaenkrat še 4 največjih telekomunikacijskih operaterjev v Sloveniji, potem so vaše pakete verjetno enostransko in brez podpisa nove pogodbe nezakonito dražili. Tako pravijo v Združenju malih delničarjev. Zakaj so vzeli na muho kabelske operaterje, nam bo pojasnil njihov predsednik Kristjan Verbič. Kristjan, dobrodošel premierno v Faktorju. Lepo pozdravljen, dober večer. Kristjan, zdaj moram reči, da kar občudujem na nek način vaš pogum v Združenju malih delničarjev. Zakaj? Zato, ker pač delam na televiziji, vodim oddajo in vem, kaj pomeni, če si prideš navzkriž recimo s kabelskimi operaterji v Sloveniji. Pa me zdaj zanima, odkje pri vas pač ta ideja, na kak način ste prišli do tega, da ste zbrali, bi rekel, dovolj naročnikov oziroma pač soglasje, se pravi pooblastilo strani dovolj naročnikov kabelskih operaterjev, da ste lahko šli v sodne postopke proti njim. Izvoli. Hvala lepa, Aljuš. Zadeva je sledeča. Mi smo se v Vseslovenskem združenju malih deležnikov tukaj dovolili, da popravimo toliko. Mi smo spremenili tudi statutarno ime v deležnike iz naslova siceršnje 20-letne zgodovine združenja dejansko delničarjev, kot si pravilno navajal, tudi zato, ker smo se podali v postopke kolektivnih tožb in tovrstnega zastopanja, tudi na podlagi spremenjene oziroma nove zakonodaje, ki tudi izhaja nenazadnje iz pravnih okvirov Evropske unije. S tem v zvezi smo angažirani že dlje časa, pa se morda o tem pomudiva kasneje, kar zadeva natančno vprašanja. Seveda je bil skrajni čas, da se nekdo poloti tudi tega področja. Na nas so se, kot tudi na nekatera druga sorodna ali pa združenja, ki bi na tem področju nemara bila v stanju primerna, da sprožijo tovrstne postopke, obračali številni prizadeti in to skozi čas, skozi leta, zakaj se vendarle ne podstopimo tega vprašanja tudi v Združenju malih takrat delničarjev, zdaj deležnikov, in po tej plati seveda postorimo za prekinitev, ureditev nezakonitih, neprimernih praks, kot so bile ocenjene in kot so jih ocenili tudi po številnih klicih, pobudah, ki smo jih prejeli, tako rekoč iz terena, da dejansko gre za prakse, ki niso skladne z pravom tako v Republiki Sloveniji, še posebej pa ne tudi z praksami že izvedenimi na ravni Evropske unije. Ker smo angažirani tudi v kontekstu torej Evropske unije in mednarodnih asociacij, smo te zadeve preverili tudi v tej luči in prišli do zaključka, da je potrebno na tem področju seveda spremeniti tovrstne prakse, kot se spodobi, kot se nam je zdelo primerno, po pogovoru s strokovnimi sodelavci z organi v združenju in z nekaterimi, ki so se iz tega naslova kot prizadeti obrnili na nas. Smo seveda najprej pozvali telekomunikacijske operaterje, da spremenijo takšne prakse. Torej, predvsem prakse, ko gre za spremenjanje pogodbenih pogojev, v prvi vrsti seveda same cene naročnine, tudi takrat, ko gre za vezave za več let, neposredno za tem. Številne različne primere smo tukaj obravnavali, eni seveda so bolj, drugi morda manj problematični, ampak generalno so pa te prakse bile strani strokovnih sodelavcev pripoznane kot nezakonite, kot neprimerne. Na naš poziv žal ni bilo ustreznega odziva strani telekomunikacijskih operaterjev, torej ustrezne pripravljenosti za to, da bi se takšne prakse spremenile, in nam praktično potem v nadaljevanju tudi še nekaj poskusov ni preostalo drugega, kot da dejansko tudi naredimo to, s čimer smo seveda, kar smo napovedali v naših dopisih in v uradni formalni komunikaciji z njimi, da smo vložili
tožbe. Torej, s tem v zvezi gre za kolektivne tožbe, gre za sorazmerno novo možnost, priložnost, ki jo zakonodaja omogoča tudi v Republiki Sloveniji zdaj že nekaj let, sicer pa izhaja iz evropske prakse in evropske regulative, zato se precej sklicujemo tudi na le-to. Torej, še enkrat pod črto, kot v številnih drugih primerih smo se odzvali na zelo jasne signale, ki smo jih prejemali od številnih klicev, pobud, elektronske pošte in podobnega, česar smo seveda v združenju ves ta čas, vsa ta leta deležni v bolj ali manj izdatni meri. Ja, hvala za to vodno izčrpno pojasnilo. Kristjan, tole bi te vprašal, koliko pooblastil, se pravi, koliko naročnikov kabelskih storitev ste uspeli pridobiti in ali so tu kakšne meje, kakšne, bi rekel, določeno število, koliko takih naročnikov, uporabnikov, od koliko njih je potrebno pridobiti soglasje, da lahko greš v te postopke? Ja, hvala, Ljuš, za to vprašanje. Seveda, tako kot tudi sam vprašuješ, verjetno ni znano in jasno, da je v tem primeru način postopka drugačen kot pa v številnih drugih primerih, ki smo se jih seveda tudi v preteklosti, preteklih 20 letih v združenju odločali sprožiti. Namreč, ko gre za kolektivne tožbe, tukaj niti ni potrebno, da te izhajajo neposredno iz pooblastil upravičencev. Mi smo seveda k temu pristopili, ker smo nenazadnje iz tega tudi izhajali, torej neposredno iz pobud, vendar pa gre tukaj za drugačen postopek, v katerem, in ravno verjetno bom o tem tudi še kaj spregovoril v nadaljevanju, smo trenutno v fazi tako imenovanega certificiranja pred sodišči v primeru vseh 4 tožb, torej zoper 4 največje telekomunikacijske operaterje v Republiki Sloveniji, kjer seveda sodišče odloča o tem postopkovno in pripozna akterja tega, ki formalno vlaga takšno tožbo, in to je Vseslovensko združenje malih deležnikov, ki jo vlaga v imenu praktično vseh, ki so iz tega naslova oškodovani. Kako se bojo zadeve seveda postopkovno nadalje peljale, je brez nadaljnjega seveda treba izpostaviti, da ima svojo težo tudi pred sodiščem seveda to, koliko se neposredno prizadetih, oškodovanih pridruži taki pobudi. Mi smo v času od tega, ko smo se postopkov polotili, trenutno po števcu, ki ga imamo, namreč možno se je priglasiti neposredno v takšen postopek tudi preko spleta, torej vabimo vse oškodovance, da se še pridružijo, trenutno pa jih je blizu 9000 teh, ki so se doslej neposredno vključili v takšne postopke. Ko pa gre za vprašanje certificiranja, pa je seveda pomembno pred sodiščem, da se odloča, ali je dejansko združenje, ki se tega podstopi, glede na svojo dosedanjo dejavnost, v primeru združenja, ki ga vodim, torej 20-letno zgodovino, kjer smo vsaj 10 let neposredno prisotni tudi na področju sicer potrošnikov, uporabnikov finančnih storitev in ne, zaradi tega sem prej, sicer ne bi bilo tako bistveno, popravljal tudi poimenovanje iz združenja malih delničarjev v združenje malih deležnikov, kajti to je vendarle širši termin in utegne biti tudi postopkovno tukaj pred sodišči in presojanje o tem pomemben v tej fazi, ko gre za vprašanje preverjanja, ali je dejansko to združenje legitimirano za to, da takšne postopke v imenu praktično vseh vodi in tudi kredibilno, ustrezno, po strokovni plati, nenazadnje s finančnimi podlagami, neodvisnostjo in tako naprej, izpelje in je sposobno peljati. No, kar se tiče združenja VZMD, v tem ne more biti dvoma. Poleg tega pa smo seveda pridobili neposredno podporo in vključitev v postopek tudi strani Zveze potrošnikov Slovenije in nenazadnje še druge momente, ki jih lahko natančneje obravnavava v nadaljevanju, kjer ni prav nikakršnega dvoma, da ne bi v tej fazi seveda postopki stekli,
ko pa bodo dejansko potem presojani tudi po vsebinski plati. S tem v zvezi pa smo prepričani, torej, da imamo argumente, ki brez nadaljnega morajo uspeti prej ko slej, če ne sicer pa na evropski ravni. Izražam upanje, da ne bo v tem primeru potrebno seveda spet vrsto let skozi postopke in na evropski ravni potem z vsemi dodatnimi stroški in kar iz tega izhaja doseči pravice, kot v kakšnih drugih primerih, ki smo jih in jih še tudi vodimo. Ja, predlagam, Kristjan, da si zdaj vzameva krajši premor, ampak ne nama uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, zakaj je Vseslovensko združenje malih deležnikov vzelo kabelske operaterje pri nas na muho. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš posebni gost, predsednik Vseslovenskega združenja malih deležnikov Kristjan Verbič. Pogovarjajo pa se o tem, zakaj so šli v skupinsko tožbo proti kabelskim operaterjem v Sloveniji. Kristjan, v prvem delu oddaje si nam razložil med drugim tudi to, da se preverja ne samo, ali ste vi pristojni za zastopanje naročnikov kabelskih operaterjev v tovrstnih postopkih, ampak da se hkrati preverja tudi, ali imate ustrezne kapacitete za to zastopanje. To se mi zdi, glede na siceršnje standarde, saj pri nas, kar bi rekel, više postavljena letvica kot ponavadi. Kaj ti praviš na to, glede na to, da imate v združenju seveda številne izkušnje z raznoraznimi pravnimi postopki v zvezi z vašim delovanjem? Ja, bo držalo tudi na tem področju, kot sicer v preteklosti z recimo zastopanjem delničarjev ob iztisnitvah, ob takšnih in drugačnih preoblikovanjih in podobno, kjer smo zastopali veliko število oškodovancev, je v tem primeru zakonodaja nekoliko drugačna in hkrati tudi pri tem na nek način oremo ledino, kajti prakse pravzaprav na sodiščih s tem v zvezi s takšnimi postopki ni ali je pa zelo malo in enostavno niti ni razvita. Tako da je sila pomembno, kako se bo tudi v teh primerih in v teh postopkih odločalo, obravnavalo tovrstne pobude na sodiščih. Mi poznamo to prakso tudi od drugod, tako po Evropi, kot ne nazadnje širše, tudi v ZDA, kjer recimo so takšni postopki zelo pomemben moment in ena od poglavitnih dejavnosti marsikatere od velikih odvetniških družb, pravnih pisarn in podobno. Na nek način so vse te prakse, vsaj deloma po formalno zakonodajni plati, preselile tudi na podlagi naših dolgoletnih prizadevanj, skupaj seveda kot članov Evropske federacije vlagateljev in uporabnikov finančnih storitev, Svetovne federacije in združenj iz tega področja, ne nazadnje neodvisnih finančnih svetovalcev, do neke mere implementirale tudi v evropsko zakonodajo. Nekaj podobnega recimo so poznali na Nizozemskem in pogosto smo se v evropskem kontekstu posluževali možnosti, ki jo je evropska zakonodaja omogočala. To je sedaj izvedljivo tudi pri nas, je pa dejstvo, da so iz tega naslova seveda prakse bore, oziroma vsaj pri nas jih praktično ni. Zato je toliko bolj pomembno, da se mi kot vselej tudi sicer povezujemo z sorodnimi in z več kot jasno pripoznanimi, kompetentnimi akterji, v prvi vrsti seveda Zvezo potrošnikov Slovenije, s katero smo imeli skupno novinarsko konferenco spomladi letos, kjer smo sporočili, da so pristopili k našim postopkom, jasno po temeljiti preučitvi tudi z njihove strani.
in njihove pravne pisarne. Mi sodelujemo pri tem z 2 odvetniškimi pisarnami v teh 4 postopkih neposredno, sicer pa imamo seveda tudi širok krog strokovnih sodelavcev z tega področja, tako po tej plati seveda ni nikakršnega dvoma, da tudi glede na postopke, ki smo jih peljali v preteklosti, naj pri tem morda omenim, da smo v teh prihodnje leto bomo proslavljali 20 let obstoja združenja, imeli opravka z preko 100 uspešnimi primeri pred sodišči, kjer smo zastopali precej velike skupine ljudi in oškodovancev. Na drugi strani gre za pomembna sredstva, ki smo jih iz tega naslova za njih zagotovili, hkrati seveda proaktivno delovali na področju zakonodaje. Nekaj sem že omenil, seveda zakonodaje tako v Republiki Sloveniji, proaktivno s predlogi amandmajev v Državnem zboru, nenazadnje pri odločevalcih tudi na ravni pripravljavcev na Vladi Republike Slovenije, tudi v Državnem svetu včasih, ko je šlo za veto ali za kakšne rešitve, ki so bile pripoznane kot nesprejemljive. Pogosto pa smo uspešnejši celo na evropski ravni in tudi bolj pripoznani kot takšni. Recimo, jaz sem v zadnjih letih tudi član posvetovalnega organa za uporabnike finančnih storitev pri Evropski komisiji. Tam se srečujem s kolegi z področja varovanja potrošnikov, ne samo ozko ali pa ožje uporabnikov finančnih storitev, pač pa širše, s predstavniki, najvišjimi predstavniki potrošniških asociacij na evropski ravni in seveda na nacionalnih ravneh. Tako da imamo iz tega naslova zelo veliko informacij, zelo veliko izkušenj, ki si jih lahko delimo in jih skušamo seveda prenesti tudi v slovenski prostor, pri čemer jasno želimo zasledovati tisto, kar je pomembno, kar se izkaže kot potrebno in s tem slediti interesu ljudi, ki se čutijo, da so oškodovani, da so prizadeti, prikrajšani oziroma kakorkoli opeharjeni. Tako smo ravnali torej tudi v primeru telekomunikacijskih operaterjev, ni pa to edini primer, ki se ga bomo polotili. Po vsej verjetnosti je takšnih primerov in področji še kar nekaj, ki jih s strokovnimi sodelavci seveda preučujemo in bojo nemara predmet tudi v prihodnje, ko se nenazadnje tudi, ko me sprašuješ o tem, ta praksa pred sodišči pokaže, na kakšen način morda tudi še celo bolje te postopke pripraviti in peljati, da jih pripeljemo do ustreznega epiloga oziroma konca, kjer bodo poravnani seveda stroški oziroma oškodovanje uporabnikov, v tem primeru naročnikov, kakor tudi za nas seveda v prvi vrsti pomemben moment prakse spremenjene, nezakonite prakse odpravljene in seveda uveljavljene tiste prakse, ki so prijaznejše potrošnikom, naročnikom. Naj morda pri tem dodam, da bi nas veselilo, če bi telekomunikacijski operaterji, ki več kot očitno precej vlagajo v reklamiranje, v marketing, v propagando, del teh stroškov in razmisleka in energije vložili v to, da bi se približali potrošnikom, naročnikom tam, kjer pa nas res zadeve in njihove storitve zadevajo, ne pa da nas vselej znova presenečajo z odločitvami, ki jih sami enostransko sprejemajo in ki jih doživljajo uporabniki, potrošniki, naročniki, seveda kot neprimerne, jih spravljajo v jezo. Ja, Kristjan, zdaj si se že sam tega delno dotaknil, ne? Zdaj, naročniki kabelskih storitev smo navajeni, da smo tukaj pač neka šibkejša stranka, ne? V bistvu vsaj tak občutek imamo, da smo primorani pač sprejeti tisto, kar nam kabelski operater ponuja, ne? Teoretično sicer imamo možnost menjave, ampak tudi to je omejeno število. Zdaj, pri 4 kar hitro narediš krog, ne? Pa zdaj mogoče v kratkem tudi ne bojo več 4, bojo samo še 3, o tem bi se malo kasneje pogovarjala. Zdaj, kaj konkretno, katere naše pravice so tu kršene oziroma kaj konkretno očitate v tem vašem postopku kabelskim operaterjem?
Ja, v sicer kompleksnih in obsežnih tožbah, ki smo jih vložili zoper 4 največje telekomunikacijske operaterje v Republiki Sloveniji, torej Telekom Slovenija, A1 Slovenija, Telemach in pa T2. Sicer poenostavljeno povedano, gre za dejstvo, da si operaterji jemljajo pravico enostranskega spreminjanja vseh pogodbenih pogojev, vključno s ceno. In sicer podčrtam, izpostavljam, brez jasnih, kakorkoli vnaprej določenih razlogov, metodologije za spreminjanje cene. Gre seveda za neustrezen, nezakonit način spreminjanja pogodbenih pogojev, ker so kot močnejša stranka kadarkoli po svoji lastni presoji enostransko seveda v stanju zviševati cene naročniških paketov. To je toliko bolj pomembno, ker danes ne govorimo več mi samo o dostopu ali o telefoniji, sporočilih. Te komunikacije so praktično neobhodne za normalno funkcioniranje, poslovanje z bankami in tako naprej. Tukaj govorimo o precej bolj daljnosežnih momentih, kajti, kot vidimo, vsa ta tehnologija gre v smer, kjer bomo pravzaprav brez tovrstne mobilne komunikacije in operaterja praktično nezmožni normalno funkcionirati v družbi, civilizaciji, kulturi, v kakršni živimo. Torej, operaterji so vsekakor v razmerju do potrošnikov, do svojih strank, močnejša stranka. Ne samo zaradi svoje ekonomske moči, ampak tudi zaradi dejstva, ker sami določajo vsebino tipskih pogodb, vsi imamo s tem seveda izkustva, in zato so njihovi pogodbeni pogoji oblikovani vnaprej. Potrošniki se morajo s pogodbo strinjati ali pač ostanejo brez telefona, komunikacije, povezave z medmrežjem in podobno. Ker večina operaterjev pa ima hkrati praviloma bolj kot ne identične pogoje, kar je pa še predmet morda tudi kakšnega drugega vprašanja in postopka iz naslova recimo konkurence in regulacije na tem področju. Tako da pogodbeni odnos seveda očitno nesorazmerno favorizira operaterje, kar dokazuje recimo dejstvo, pa če ne grejo preveč v podrobnosti, vendar ne, potrošnik nima možnosti enostranske spremembe pogodbenih pogojev, operater po stari ureditvi ta 30-dnevni rok, po novi pa 60-dnevni rok za odstop od pogodbe. Skratka, kar je bolj zaskrbljujoče, kljub očitni nezakonitosti, operaterji še naprej tudi v vložitvi naših tožb kršijo pravice potrošnikov in nezakonito zvišujejo cene. Kot so to počeli v preteklosti, kar pomeni naš temeljni namen, kot že rečeno, očitno ni bil dosežen in vsi igrajo na to, da bojo morda skušali preprečiti, da bi se ti postopki sploh pričeli in izpeljali, kot se morajo. Naj pri tem dodam, da smo mi seveda ne samo glede na zgodovino združenja naših prizadevanj doslej, vseh dejavnosti in več kot očitnih rezultatov, poskrbeli tudi v tem primeru za to, da imamo po strokovni plati praktično zelo jasne, enoznačne pritrditve našim navedbam v tožbah, ki smo jih vložili. Če sklenem ta moment, res bi želeli, pričakovali, da bi bolj odgovorno, konstruktivno pristopili operaterji k reševanju te problematike, odpravili nezakonite prakse, se približali svojim potrošnikom, svojim naročnikom, nenazadnje, in po drugi strani pravzaprav z nami pristopili k pogovorom, na kakšen način odpraviti te nezakonite prakse, kakšne uveljavljati torej boljše zgledne prakse v prihodnje in kako nenazadnje tudi s poravnavo zapreti dosedanja oškodovanja, ki so bila opravljena. Naj pri tem zaključim z dejstvom, da pravzaprav mi utožujemo
ocenjenih 250 milijonov evrov oškodovanj za približno 1,5 milijona oškodovanih v Republiki Sloveniji v 5 letih, torej v petih letih do vložitve tožb, ki smo jih vložili v začetku predlanskega leta. Ja, to so kar visoke številke za Slovenijo. Kristjan, vidimo lahko, tudi iz tega, kar nam pojasnjuješ, da se telekomunikacijski operaterji počutijo na nek način nedotakljive. Vemo, vi imate v združenju veliko izkušenj z podobnimi postopki proti drugim, bi rekel, tako rekoč velikim pravnim subjektom, pa me zdaj zanima, koliko zaupanja imate v slovenski pravosodni sistem. Sicer si že uvodoma izpostavil, da boste iskali pravico, če ne bo šlo drugače, tudi na evropski ravni, oziroma v Strasbourgu, ampak imate pa že kar nekaj izkušenj. Kako ti zdaj ocenjuješ? Bo slovenski se bodo regulatorji pri nas in pa pravosodje sposobni postaviti na stran tistih, ki so v tem primeru oškodovani, ali se bojiš, da temu ne bo tako? No, takšna bojazen vsekakor utegne biti upravičena. Mi imamo v številnih postopkih in primerih skozi leta različne izkušnje in mešane občutke. Jasno je, da bolj ko je primer pomemben, večjo težo ima v smislu samih praks in nenazadnje sredstev, ki so predmet obravnav, odškodnin in podobno, oziroma oškodovanj, pa nenazadnje tudi akterjev in njihovega pomena v družbi. Res je, zagristi v to jabolko in se podati v tožbe zoper telekomunikacijske operaterje ni enostavna odločitev in glede na to, da jaz tudi v preteklosti nisem sprejemal kakšnih hitrih in jeznih, morda preuranjenih, brezglavih odločitev. Tudi tokrat je bilo to predmet resnega preudarka z številnimi strokovnjaki na tem področju in hkrati bojazen v smislu pravosodja in poteka postopkov seveda obstaja, toliko bolj, ker imamo opravka z močnimi igralci, ne samo v kapitalskem smislu, pač pa tudi v kontekstu družbenega vpliva, tako rekoč z enimi od najmočnejših krogov. Brez nadaljnjega se tega zavedamo, hkrati pa nas to kot dejansko samoniklo civilno-družbeno institucijo, torej vse slovensko združenje malih deležnikov, ne more odvrniti od tega, da se ne bi polotili tudi teh najtrših orekov ali pa tovrstnih postopkov, ko ugotovimo, da so neke prakse res kontinuirano neprimerne, nezakonite in da se ne bo nič spremenilo, če ne bomo na ustrezen način tukaj posegli, tudi kot smo, kot rečeno, bili primorani v zahtevne, kompleksne postopke za vložitvijo tožb in tega, kar sledi na sodiščih. No, v preteklosti smo imeli seveda takšne izkušnje različne v različnih primerih. Mi smo se lotevali še kot združenje delničarjev, recimo v času tako imenovanih nedotakljivih, ko pravzaprav nihče drug ni sprožal postopkov SCT-ja in takratnega poslovodstva z gospodom Zidarjem na čelu, kot tudi, ne vem, recimo pivovarne Laško z gospodom Šrotom na čelu, kot tudi Istrabenza z gospodom Bavčarjem na čelu, da ne naštevam naprej. To so bili časi sredi in polovica let, ko smo mi pravzaprav bili ustanovljeni, govorimo o letih, torej v drugi polovici začetka tega stoletja, ko smo se polotili teh postopkov in moram reči, da smo si vendarle pa po drugi strani na ta način pa pridobili tudi spoštovanje. Tudi spoštovanje od teh akterjev, s katerimi smo se včasih uspeli potem vendarle dogovoriti za ustrezen način reševanja odprtih vprašanj, postopkov in želeli bi si, da bi ta modrost, takšen razum, takšna konstruktivnost prišla do izraza tudi v vprični situaciji in v vpričnih postopkih, ker
naš namen je dejansko to, izboljšati razmere in pogoje, v katerih živimo in jih nenazadnje tudi uskladiti z nekaterimi dobrimi, seveda niso vse zgolj dobre, ampak z nekaterimi zelo dobrimi in tako prepoznanimi praksami v Evropski uniji, kjer nenazadnje živimo in je to naš skupni dom. Po tej plati seveda je civilno-družbena institucija, ki smo jo v tem času uspeli vzpostaviti, seveda odločna, da bo tudi v teh primerih storila vse, kar lahko, in vabim tudi tiste, ki so pri tem pripravljeni pomagati, da se nam pridružijo, kot se nam je v preteklosti, v tako rekoč 20 letih, pridružil že marsikdo iz različnih področij, znanj, praks, kot nenazadnje ponovno vabim tudi oškodovane naročnike pri telekomunikacijskih operaterjih, naj seveda opravijo in namenijo temu minuto, dve, gotovo ne več, da izpolnijo spletni obrazec pri kolektivno-varstvo.si in se pridružijo tudi neposredno našim postopkom in pokažejo pripravljenost, da so vendarle vsaj v tej meri pripravljeni sodelovati in podpreti to, da je pravzaprav nekdo namesto njih na sodiščih, da nekdo namesto njih angažira svoj čas in nenazadnje svoje sredstva ter svoje resurse. Torej, tudi po tej plati vabljeni, prepričan sem, glede na tvoje izhodiščno vprašanje, Aljuš, da bo tudi to pripomoglo k temu, da se seveda sodišča in pravosodje mora odločati tako, kot je prav, skratka po zakonih in skladno z argumentacijo. Naše argumentacije, še enkrat, sem prepričan, da ne morejo pripeljati do drugega kot do uspeha v teh postopkih, kot tudi sicer. Ja, predno si malo pogovoriva še o tem, Kristjan, katere druge postopke ta hip recimo vodite. Me zanima še tvoje mnenje. Zdaj, pred kratkim mi zelo odmeva pač ta načrtovana prodaja pač telekomunikacijskega operaterja T2 operaterju Telemach, kar bi te 4 velike zmanjšalo dejansko na 3 velike, ker ste vi tudi strokovnjaki za trg, ker pač morate biti, ker tudi v teh delniških postopkih pač zastopate svoje člane oziroma deležnike. Me zanima še tvoje mnenje o tem. No, mi smo s tem v zvezi seveda komunicirali tudi z zaskrbljenimi uporabniki in sporočili, da zaenkrat ne vidimo razloga, govorimo seveda o naročnikih družbe T2, da bi morali biti zaskrbljeni. Z vidika sicer, kot ga obravnavamo, pa po grozečem stečaju družbe T2 seveda ocenjujemo, da je vsaka finančna krepitev te družbe dobrodošla in jo načeloma tudi pozdravljamo. Vendar pa seveda v tem hipu še ne razpolagamo z dovolj podrobnostmi o vsebini samega dogovora, ki naj bi bil dosežen, torej po poročanju medijev predvsem. Ja. Zato ne vemo niti tega, ali bo dobil dovoljenja regulatornih organov, torej če bo na koncu dejansko obveljal ali ne. Sploh pa ne vemo, ali dogovor dejansko vključuje kapitalsko krepitev družbe T2. Ja. Ker če je ne, potem seveda v koncentraciji ponudnikov na trgu mi ne vidimo nobene prednosti. Kristjan, kaj so še druge, recimo, tako reči, nevralgične točke, s katerimi se ta hip ukvarjate? Rekel si, drugo leto praznujete 20-letnico obstoja, verjetno se jih je kar precej nabralo. Res je, precej se jih je nabralo, vendar pa morda v kontekstu sorodne teme, kot jo obravnavamo danes, pa ena od nevralgičnih točk, tudi glede na tvoje prejšnje vprašanje, gre za izbrisane razlaščene vlagatelje v slovenske banke, torej imetnike delnic in obveznic, podrejenih obveznic teh bank. Ti postopki se žal vlečejo že 11. leto. Skratka, pisalo se je leto 2013, ko smo kot prvi in edini pristopili k preveritvi oziroma k problematiziranju postopkov priprave in potem tudi samega zakona o bančništvu, torej novele ZBAN-1L, če sem konkreten, in takoj takrat vložili pobudo
kot rečeno, kot prvi in edini za presojo ustavnosti, potem so tudi z naše strani kot združenja sledile še dodatne pobude na to temo, tudi drugi so se potem opogumili in jih pričeli vlagati, vendar pa vsekakor ti postopki trajajo predolgo. Poleg posledic, neposrednih posledic za marsikoga od ljudi, ki so bili razlaščeni, danes se že ve neopravičeno razlaščeni, vsekakor so bile takratna, torej mi jo imenujemo presanacija slovenskih bank, pogosto jo imenujemo tudi rop stoletja, čeprav smo ne nazadnje žal priča tudi še kakšnim drugim ropom, ki so morda primerljivi s tem ropom stoletja, vendarle pa neposredni učinek za vlagatelje in tudi za konec koncev kapitalski trg in zaupanje v le tega, v finančni trg in ne nazadnje tudi v samo Republiko Slovenijo, se je s tem v zvezi ne samo omajal, okrhal, ampak celo izgubil. Mi moramo vedeti, da recimo Nova KBM je kotirala tudi na varšavski borzi. Nihče tamkajšnjih s pomembnim deležem, in nihče recimo tamkajšnjih vlagateljev, resnih vlagateljev, tudi institucionalnih, ni obvestil, kot bi se vsaj spodobilo, da se bo to zgodilo, bili so šokirani. Dajem samo en primer recimo, da ne govorim o naših ljudeh, ki so seveda želeli na ta način varčevati, imeti nek stabilen vir morda za svojo starost, morda za študij svojih otrok, vnukov, morda za zdravstvene razmere iz tega naslova, kar hkrati krepi. Torej, moramo razumeti, kapitalski trg je pomemben tudi zato, ker se ta sredstva, ki so tam angažirana strani državljanov, strani gospodinjstev in predstavlja za njih stabilen vir za preomenjene namene, hkrati angažirana v rast ekonomije, v rast gospodarstva. To je bistvo pravzaprav družbene ureditve, ki rečemo kapitalizem, če smo se zanjo seveda resno odločili. In po tej plati je bilo ne samo zamujenih, izgubljenih, ampak zapravljenih mnogo priložnosti. Danes govoriti o tem, da imajo državljani blizu 30 milijard evrov samo na bančnih depozitih, ki bi lahko bili vsaj v precejšnji meri angažirani tudi drugače v gospodarski sferi, ne nazadnje v infrastrukturnih vprašanjih, ki so še kako pomembna tudi v Republiki Sloveniji in podobno. Da je tukaj en kup momentov, ki so iz vseh možnih vidikov koristni, pa niso naši, torej družbeni upravljavci, voditelji, odločevalci, bili v vseh teh praktično 11 letih sposobni presekati tega vozla in pokazati, da vendarle je zaupanje, tako v smislu, pa da ljudje lahko zaupajo v finančni sistem, ne nazadnje v pravno državo, da iz tega naslova seveda ni zgolj spet eno veliko oškodovanje in sprenevedanje od ene vlade do druge vlade, do tretje vlade. Skratka, zdaj smo tudi po tej plati zopet v postopku, kjer še enkrat kot res spontano nastala civilno-družbena institucija, seveda tudi po tej plati uporabljamo vsa pravna sredstva za to, da bi tukaj dosegli ustrezno rešitev. Upajmo, da smo zdaj vendarle pri tem, da bi uspeli narediti korak naprej, čeprav seveda jaz bom pri tem ostal zelo, zelo zmeren optimist. Storili bomo vse, če bo pa to glede na okoliščine tudi uspelo, bomo pa videli, ne? Držimo pesti. Kristjan Verbič, predsednik Vseslovenskega združenja malih deležnikov, najlepša hvala, da si vzel čas za našo oddajo, ki si trenutno v tujini, in pa seveda za tvoja nocojšnja pojasnila. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj so mali deležniki vzeli telekomunikacijske operaterje na muho. Že 1071. faktor na TV3. Gledajte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, kaj v resnici prinaša nov zakon o zdravstveni dejavnosti. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.